Naj pa povem, da smo hkrati opozorili državo še na eno obljubo in smo veseli, da smo tudi na ta način lahko to sodelovanje sklenili. In če bomo znali to izkoristiti v najboljši možni luči, gremo v pravo smer. Pozdravljeni. Naš tokratni župan pred mikrofonom je hrastniški župan Marko Funkelj. Dobrodošli, gospod župan. En lep pozdrav. Pomlad se je začela, midva pa bova začela najin pogovor na področju zdravja, zdravstva, v zdravstvenem domu vašem, kjer ste bogatejši, so bogatejši za reševalno vozilo. Dobrih 220-228 tisoč ste spravili skupaj s skupnimi močmi, se pravi občina, zdravstveni dom, ministrstvo in še podjetje. Ja, drži, in to ni edina dobra vest iz zdravstvenega doma. Pa gremo po vrsti, se pravi, bogatejši smo za enega zadnjih teh Volkswagenovih lifesaverjev, ki je bil še na voljo, ker gre zdaj nova različica v predelavo in se takšnih vozil ne bo več dobilo. Tako da smo veseli, da smo uspeli. Naj povem, da je zanimiva informacija dodatna ta, da je edini slovenski opremljevalec Medikop v Prekmurju, da ima lastnik tega podjetja hrastniške korenine, in smo veseli, da smo tudi na ta način lahko to sodelovanje sklenili. Jaz sem prepričan, da je velika dodana vrednost za zdravstveni dom in s tem tudi napoved, da resno verjamemo, da bo država poskrbela, da v Zasavju ostanejo 3 ekipe nujne reševalne pomoči, da se bomo prijavili tudi na razpis za nujno reševalno vozilo, da lahko tudi tam dobimo eno vozilo še letos. In še dodatna dobra vest iz zdravstvenega doma, naj povem, da smo prejeli pozitiven odgovor strani Ministrstva za zdravje za 0,33 programa pulmologije, kar pomeni, da hrastniški zdravstveni dom z letošnjim letom, ne znam še povedati točnega datuma, bo odpiral tudi ambulanto pulmologije, kar je seveda dobrodošla razširitev storitev za naše občanke in občane. Če ostaneva še za hip na območju zdravstvenega doma, pa greva na streho pogledati, kaj se tam dogaja. Zdaj, tisti paneli so že nameščeni, elektrarna pa še ni priključena, nekaj takega, ne? Ja, drži. 100 kilovatov, velika, težka, ali kako se že temu reče? Drži, 100 kilovatov kapaciteta je 100 kilovatna sončna elektrarna. Gre za drugi projekt Sončne zadruge Zeleni hrastnik, ki je odmeval po Sloveniji in ne le po Sloveniji. Ravno v teh tednih se zaključuje en festival Evrope, kjer je med 116 najboljših praks, evropskih urbanih praks, tudi koncept sončne zadruge. Zadruga zdaj šteje že 30 članov, od tega je 22 fizičnih oseb oziroma družin, kar mi je še posebej blizu, ker je to edini tovrstni model v Sloveniji. Čakamo pa, tako kot ste že omenila, v teh dneh na priklop te elektrarne. Naj povem zdaj, ko smo odprla še to temo, da v stari zgradbi zdravstvenega doma, to je poleg te velike zgradbe, imamo tudi nekaj načrtov in da že v koncu tega leta pričakujemo razširitev in posodobitev lekarne in v naslednjih letih tudi energetsko sanacijo celotnega objekta in na vrhu zagotovitev dodatnih prostorov za zdravstveni dom. Mi ne bomo delali prizidka, ampak bomo uredili obstoječe prostore. Tudi velja. Čistilna akcija se obeta ta mesec. Ja, drži, tako kot v celotni Sloveniji, tudi v Hrastniku delamo na tem, da bi vsako leto v aprilu ob tudi dnevu zemlje, ki praznuje ta mesec, naredili nekaj akcij. Zdaj, dokončno bomo celotne aktivnosti še obvestili. Ena manjša čistilna akcija po krajevnih skupnostih in po javnih zavodih bo še organizirana kolektivno. Drugače pa je ta čistilna akcija, ki jo v Hrastniku izvajamo, da postavimo na različne
mesta v občini kontejnerske zabojnike, kamor ljudje lahko odložijo kosovni material in počistijo okrog svojih hiš v hišah. Jaz si želim, da tudi kdo vzame kakšno vrečko in ob kakšni poti pobere smeti, in vem, da večina ljudi meni, da je to naloga komunale, ampak vendarle je to odgovornost v prvi vrsti nas, ki te poti uporabljamo. Se pravi, ni komunala tu, da čisti za nami, ampak smo v prvi vrsti mi, da odgovorno ravnamo in da smeti, ki jih sami ustvarjamo, odvržemo v koše za smeti ali jih odnesemo v dolino, če gremo v hribe. Jaz mislim, da moramo začeti najprej pri sebi in hkrati s takšnimi akcijami poskrbeti, da živimo v res lepem okolju, ker jaz vedno rečem, Zasavje je zeleno in temu ne pritrjuje samo količina gozdov in zelenja, ampak temu pritrjuje tudi slovenska raziskava o razvitosti regij, ker je Zasavska regija pri zeleni infrastrukturi med najbolj razvitimi. To pa pomeni, da smo najbolj pridno gradili kanalizacije in vodovode. Jaz mislim, da to je ena od stvari, ki jih premalo cenimo, ampak vendarle pač gradimo eno zeleno regijo, ki ima velik potencial za prihodnost. Kako se pa društva odzivajo v takih primerih? Recimo na takšne akcije, kot je ta čistilna? Zdaj konkretno društev nismo naslavljali, da bi še posebej čistili. Vem pa, da tisti, ki imajo svoje prostore, sodelujejo v takih akcijah, tudi včasih med letom prosijo za kakšen kontejner, sploh če pride do kakih selitev ali česa, tako da jaz sem prepričan, da društvo okrog svojih prostorov so aktivna, vendarle pa si želimo, da pokrijemo celotno občino, da je to primarno naloga krajevnih skupnosti in javnih zavodov s pomočjo seveda komunale. Greva na ceste proti Dolu najprej, pa potem v obrtno-industrijsko cono na to cesto, pa proti Zidanemu mostu. Kako kaže? Ja, imamo kar nekaj novic. Mogoče, če začnemo res z Doloma, naj povem, da smo imeli eno tako konstruktivno srečanje v preteklih nekaj dneh nazaj, da smo se pogovarjali o tem in da lahko povemo, da je zdaj dokumentacija za cesto na Dolu zaključena. Tako da projektiranje je pod streho, občina mora za lokalni priklop pridobiti še eno gradbeno dovoljenje, ki ga mora uskladiti za državo. Tako da predvidevamo, da to ne bi smela biti prevelika težava. Dogovorili smo se, da do nekje 10.–15. maja država najde dodatnih 700 000, da lahko začnemo z gradnjo ceste na Dolu še letos. To je ena od stvari, od katerih v občini oziroma na občini ne želimo odstopati, in smo tudi povedali, da ne bomo razumeli, če bo država se lotila številnih projektov po državi. Ta cesta pa je res ena od slabših cest verjamem, da v regiji ali pa kar celo širše. Ja. Tako da si prizadevamo, da bo država našla ta sredstva. Imajo dve možnosti, kako priti do teh sredstev. Eno je s prerazporeditvijo iz že obstoječih projektov, pa vedo, da mogoče ne bodo letos pričeli. Drugo pa je seveda z rebalansem, ki se naj bi obetal v drugi polovici tega koledarskega leta na državnem nivoju. Vsekakor pa bo občina pričela tudi z gradnjo lokalne ceste mimo športne dvorane Dolanka, mimo gostišča Gurman, ter potem proti navezavi na državno cesto. Je pa res, da dokler državna cesta na tem delu ni zgrajena, lokalnega novega odcepa nimamo kam priključiti. Tako da to gre z roko v roki in jaz bom res vztrajen pri tem, da v tem letu s cesto na Dolu tudi pričnemo. Naj še povem, da bo sama izgradnja ne bo v pol leta konec. Celoten proces naj bi trajal nekje od 12 do 16 mesecev. No, pa vendarle, če bi cesta proti Zidanemu mostu se bolj intenzivno začela graditi, potem je ta cesta oziroma obvoznica skoraj da odveč. To je bil naš pogoj, da najprej, preden se začne cesta Hrastnik-Zidani most graditi, se uredi celotna cesta skozi Dol in čez obrtno cono Rudnik. Zakaj? Ker bodo vsi kamioni, ki bodo hodili na gradbišče ceste Hrastnik-Zidani most, lahko dostopali do tega gradbišča samo skozi Dol pri Hrastniku ali skozi Zasavje. Tako da ta cesta je nujni pogoj za to, da sploh lahko začnemo graditi, ker drugače nimamo osnovnih pogojev, da večje gradbišče Hrastnik-Zidani most
tudi odpremo. Zdaj pa, če kar nadaljujem, Hrastnik Zidani Most je druga obljuba. Jaz sem ministrici oziroma direktorici pristojni za investicije na cestah, gospe Praprotnik, povedal, da mi verjamemo ministrici Bratušek, ki je obljubila, da bodo stroji za gradnjo ceste Hrastnik Zidani Most v Hrastniku pričeli delom do konca leta 2025. Kot slišimo, imajo nekaj izzivov, kako zagotoviti potrebno dokumentacijo do konca tega leta, a vendarle obljubili smo še tudi z naše strani eno stvar, da bomo stroje pričakali z obema godbama, z rudarsko in steklarsko. Jaz sem povedal, da vkolikor nam ne bo uspel strojev zagnati v decembru, bomo ta koncert izvedli pred pristojnim ministrstvom. Tako da jaz si iskreno želim, da vlada da to cesto pod prioritete. Prva tretjina ceste Hrastnik Zidani Most naj bi se v resnici začela ob koncu tega leta ali začetek naslednjega leta. Tudi tu smo prosili za točno časovnico, ker prav veliko ovir do začetka več ni. Za to cesto je celo v letih 26, 27, 28 že rezerviranih 10 milijonov evrov. Prva tretjina, to je Hrastnik Suhadol, je pa ocenjena za 50 milijonsko investicijo. Jaz še vedno trdim, da te ceste še nimamo, je napaka, ki se je zgodila ob zapiranju premogovnikov, ker bi moral biti to predpogoj, da se kaj takega lahko zgodi, če želimo regijo razvijati na gospodarskem in na vseh drugih področjih. In bi bilo škoda, ker bi se potem tisti denar usmrdel lahko. Recimo. Obrtna industrijska cona, tam tista cesta je zdaj dokončana? Ja, v obrtni industrijski coni je cesta skozi cono dokončana. Ravno v tem času se zaključuje še en manjši odsek, dobrih 300 metrov, ki je država se odločila, da ga letos dodatno preplasti. Prizadevamo si, da bi tudi od mostu čez Savo pa do stare steklarne se lahko dogovorili še za 300 metrov preplastitve in potem bi imeli nekoč z dodatnim odsekom na Brnici od Barnega pa do Save, seveda po koncu izgradnje ceste skozi Dol, normalno prevozno državno cesto, kar mislim, da si Hrastničani in Hrastničanke zaslužijo. Naj pa povem, da smo hkrati opozorili državo še na eno obljubo, na kateri se nič ne dela na strani države, pa bo potrebno počasi tudi tu zavihati rokave. To sta dve krožišči v Hrastniku, ki sta bili že nekaj časa obljubljeni in na začetku mandata te vlade prestavljeni v leto 2027, ker 2027 ni več tako zelo daleč. Smo preverili, če se kaj premika in dobili zagotovilo, da se nekaj pričenja premikati na dokumentacijo v tem letu. Dobili pa smo še eno dobro novico, da je v recenziji projekt za izdelavo prehoda za pešce na Slatnem, to je pod Marnim, kjer smo že nekaj let v bistvu imeli sama prizadevanja, da se ta prehod umesti in ker gre za malce večji poseg, namreč 2 avtobusni postaji se bosta prestavili, nov prehod za pešce, umiritev prometa z otokom na cesti pride, naj bi v bistvu ta projekt dobil zeleno luč za nadaljevanje nekje to jesen. Jaz si želim, da zaradi varnosti država prioritetno pristopi tudi k temu projektu. Predvsej nepregledno tam res. Poslovna cona Rudnik, kako je s tem denarjem? Tega razpisa ne bo? Kot je slišati, ne? Drži, razpisa kot kaže ne bo, denar ni izgubljen, kot smo lahko prebirali po družbenih omrežjih. Občina Hrastnik je, jaz mislim, da pravilno in modro reagirala, ker se mi zdi, da se na vsako provokacijo pa vendarle ne rabimo odzvati. Jaz sem tudi takrat tiste novinarje, ki so se obrnili po vprašanje, kaj je za denarjem in če smo res ta denar izgubili, obrnil na pristojno ministrstvo. Pristojno ministrstvo je našlo drugačno rešitev, ker smo mi že bili v postopku izbire, ker je ta denar že bil dodeljen Zasavju, so se odločili, da bi pa z neposredno pogodbo ta denar občini Hrastnik zagotovili. Jaz pričakujem, da bomo v naslednjih dneh z obiskom ministra v Hrastniku to pogodbo tudi podpisali in zelo hitro šli v izbor izvajalca in v samo realizacijo. Še vedno časovnica ostaja enaka, se pravi
podjetniški inkubator ter poslovna cona Rudnik naj bi se razpis za izvajalce ter začetek del pričelo do poletja letošnjega leta. Ste že vse povedali, ni treba vprašati, kaj tam bo, torej ta podjetniški inkubator, ne? Ja, ampak poslovna cona je vendarle majčkeno širše področje, ki ureja v resnici osnovno komunalno infrastrukturo za bivše rudniške hale, ki so v spodnjem delu. To je glavni namen tega. Namreč ljudje včasih sprašujejo, če pridejo novi investitorji. Tu je prvič praksa, da delamo komunalno ureditev za že obstoječo cono. Prejšnji lastnik je bil eden, to je bil Rudnik, in ta Rudnik je s pomočjo države razprodal prostore 21 lastnikom. In ti lastniki zdaj nimajo vsak svojega priklopa za vodo, nimajo urejene požarne varnosti, nimajo urejene komunalne infrastrukture, kot bi morali imeti, glede na to, da je 21 lastnikov in zelo različne obrti oziroma dejavnosti, in posledično to pomeni, brez te ureditve ti ne morejo dobiti uporabnega dovoljenja. Če pa je obrtna cona namenjena obrti, je pa potrebno, da so ta dovoljenja urejena. Jaz sem vesel, da že danes v teh prostorih deluje preko 50 zaposlenih, in verjamem, da bomo z ureditvijo obrtne cone pripomogli k temu, da bo na teh prostorih delovalo še več ljudi in da bodo tudi ti podjetniki še dvignili svojo podjetniško dejavnost. Usadi v reki Savi, tudi o tem morava nekaj povedati. Zdaj nekaj se bo to zavleklo oziroma premaknilo v kasnejši čas. Zakaj pravzaprav gre in kaj urejati? Občina Hrastnik je bila, tako kot večina Slovenije leta 2023, soudeležena v teh neurjih poplavah, ki so se zgodili. Naj povem, da smo prvo fazo sanacije že zaključili. Sanacija je pa zajemala 3 segmente urejanja v spodnjem delu Hrastnika. Namreč eno je bil malo večji plaz, ki se nam je vlekel že odprej, potem drugo je bila uničena cesta in tretje so bili usadi na reki Savi. Mi smo 8 teh usadov s pomočjo države že uspeli sanirati do sedaj in še za približno 6 usadov se pogovarjamo in dogovarjamo, kdaj bi se lahko začeli. Po prvih obljubah naj bi bilo to že v mesecu marcu. Kot vemo, smo sedaj aprila, pa se dela še niso pričela, tako da mi si želimo, da ta birokratski stroj v Ljubljani zmelje čim hitreje in da se ta dela nadaljujejo. Naj povem, da smo dobili kar lep denar, nekaj denarja mi, nekaj pa država, ker ljudje si ne znajo čisto predstavljati. Občina dela vse, kar je 2 metra od ceste navzdol, cesto plus plazove, kar je pa v vodnem telesu reke Save pa dela država. Tako da pač v bistvu sta 2 investitorja, ki morata tu sodelovati, in jaz sem prepričan, da bo to skupaj s preplastitvijo ceste, ki jo še načrtujemo v Podkraju, res velika pridobitev za to krajevno skupnost, ki je brez takšne katastrofe, kot so bile poplave, nikoli ne mogli spraviti v to fazo, kjer je že danes. Za vašim hrbtom je pravljica, ki ste jo izdali letos, Bergmandelc. Kolikokrat ste jo že prebrali? Vsaj 3-krat. Res je, na to pravljico smo ponosni. Zakaj? Zato, ker smo naredili občinski natečaj za občinsko pravljico, ker nismo v resnici vedeli, kaj bo in kaj ne bo. Naj povem, da sem prebral vse pravljice, ki so prišle, brez da bi vedel, kdo je avtor, in da sem se strinjal za komisijo, da je ta pravljica bila resnično najboljša, je zelo navihana. Še ena pravljica o Bergmandelcu bi rekli, ampak ni tako. Jaz predlagam, da vsi tisti, ki razmišljajo, da bi pokukali v njo, obiščejo knjižnico. To že naredijo, ne? Ja, obiščejo knjižnico in pogledajo, drugače pa bo ta pravljica tudi kot darilo novorojenčkom strani občine Hrastnik, pa mogoče tudi kako protokolarno darilo, če bomo ocenili, da je to primerno. Jaz sem vesel, nima prav veliko občin v Sloveniji svojih pravljic, nismo pa prvi, definitivno ne, idejo smo pobrali v občini Škofja Loka. Boste še nadaljevali s podobno obliko natečajev ali je to enkratna zgodba? Verjetno bomo. Ko bo prišla dobra ideja, jo želimo
tudi pri nas kakšno stvar še narediti. Predvsem pa kot župan si zelo trudim na dveh področjih, ker mislim, da sta poleg tega, kar sicer počnemo, izjemnega pomena, to je spodbujanje bralne kulture med ljudmi in spodbujanje rekreacije. Se pravi, mi smo uvedli, jaz sem lansko leto uvedel tudi en bralni izziv pa en športno-pohodni izziv, ker resnično verjamem, da lahko tudi z lastnim zgledom mogoče koga spodbudim, da vzame kakšno knjigo več v roke ali pa da se odpravi nekaterega od naših vrhov, ki niso preveč obljudeni in prepoznani, so pa izjemno lepi. So pa domači, ne? In treba pa še domači so. Ja, za konec pa, ko ste že omenili rekreacijo, greva pa še pogledat tale vaš Hrastnik trail, gorski tek. Pravzaprav nekaj dni je še do tega, če tako temu rečeva. Tisti, ki si želijo nabrati še kaj kondicije, imajo še nekaj dni časa, ne? Jaz sem iskreno vesel, da imamo prireditve, kot je Hrastnik trail, ki privabi v Hrastnik in v Zasavje preko 150 tekačev in tekačic ter en kup mlajših udeležencev teka, ki naredijo res pravi vrvež na Kalu, ki mislim, da je ena od najlepših planin daleč naokrog. Hkrati pa je proga ni najlažja, kot včasih tudi naši karakterji niso v teh krajih najlažji. Ampak vendar, jaz sem prepričan, da Hrastnik trail daje in oddaja pozitivno podobo Zasavja in Hrastnika in vsi seveda toplo vabljeni, da se ga udeležijo kot tekmovalci ali pa kot obiskovalci, tudi to je mogoče. Prav tako pa seveda na podoben način lahko pohvalimo tudi druge prireditve v Zasavju, ne samo v Hrastniku, jih je veliko. Ena od teh je bil nedavni tek v jami, tek žensk v jami, ki je privabil v Hrastnik 555 tekmovalk iz cele Slovenije in to so v resnici sporočila, ki jih moramo iz Zasavja pošiljati. Tukaj je marsikaj lepega in če bomo znali to izkoristiti v najboljši možni luči, gremo v pravo smer. Še kakšna pika na i pri koncu sva? Ja, letos naj povem, da praznujemo tudi 8. maj, ki je tradicionalno v Hrastniku. Obe godbi igrata na ta dan promenadne koncerte. Letos pa še posebej, ker gre za 80. obletnico po drugi svetovni vojni. Naj povem seveda, da je to povezano tudi z 9. majem, ki je dan Evrope in menim, da je ta ideja Evrope v teh nemirnih časih posvetovno, ko se v svetovni politiki marsikaj dogaja, verjetno bolj živa kot kdajkoli prej. Jaz si želim, da bodo ti prazniki na eni strani opomin, na drugi strani pa vendarle ena velika spodbuda, da je mir prava pot in da znamo s prazniki se naučiti nekaj dobrega iz zgodovine in potegnemo najboljše. Gospod župan, ni kaj dodati. Prav lepa hvala za pogovor. Cenjeno občinstvo, vam pa hvala za pozornost.